Na področju zelenih delovnih mest v ekološkem kmetijstvu, razvoj katerega je ključnega pomena za povečanje stopnje samooskrbe z domačo, zdravo, na okolju prijazen način pridelano hrano, kot dobri praksi predstavljamo ekosocialno kmetijo Korenika in mlekarno Krepko. Za obe lahko rečemo, da njun vpliv in družbeni pomen sežeta veliko dlje od same proizvodnje poljščin in predelave mleka. Ekosocialna kmetija Korenika se nahaja v osrčju krajinskega parka Goričko na skrajnem severovzhodu Slovenije v vasi Šalovci. Kot že samo ime pove, to ni le ekološka, ampak tudi socialna kmetija, saj zaposluje težje zaposljive ljudi, večinoma invalide. Ukvarjajo se z ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave in žitaric in zelišč, poleg tega pa v lokalnem okolju delujejo kot integrator malih ekoloških pridelovalcev in spodbujajo prehransko samooskrbo. Kot center družabnega življenja na vasi z različnimi dogodki in aktivnostmi spodbujajo varovanje naravne in kulturne dediščine ter motivirajo mlade, da ostajajo v domačem okolju. S tem, da zagotavljajo delovna mesta za 50 do 60 oseb iz ranljivejših skupin, rešujejo resna ekonomska in socialna vprašanja v regiji. V preteklih letih so bili kar spretni pri pridobivanju projektov, večinoma financiranih iz evropskih sredstev, in so se sčasoma okrepili z opremo in znanjem ter se dobro uveljavili v lokalnem okolju. Dober glas je segel v 9. vas in spotoma se jim je začela dogajati še turistična dejavnost. Pogosti so obiski avtobusov, polnih obiskovalcev, ki želijo v živo videti, kako deluje uspešna ekosocialna kmetija. Tudi s tem, ko jih popeljejo po kmetiji in zeliščnem vrtu in jim pripravijo okusno ekološko malico, izpolnjujejo svoje poslanstvo. Ponovno približati ljudem odnos do ekološkega kmetijstva, narave in zdrave hrane. Naša druga dobra praksa na področju ekološkega kmetijstva je mlekarna Krepko iz Laz pri Logatcu. Posebna je po tem, da v svoj kefir in druge mlečne izdelke predeluje slovensko ekološko mleko. S tem je mlekarna postala pomemben povezovalec in spodbujevalec malih ekoloških živinorejcev. Zagotovljen odkup, razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo in uspešno trženje je za delovna mesta v slovenskem ekološkem kmetijstvu ključnega pomena, saj je konkurenca tujih ponudnikov ogromna. O svojem spopadu z izzivom, kako privabiti kupce, da na preobloženih trgovskih policah posežejo po domačem ekološkem izdelku, nam je gospa Sandra Turnšek iz mlekarne Krepko povedala takole. Mlečna industrija je zelo razširjena, tako v Evropi kot pri nas. Vse, če pogledate, tudi v majhnem slovenskem prostoru imamo v bistvu 6 mlekarn, če tako pogledate. Že ko pogledate trgovinske police, hladilne, je prava gneča mlečnih izdelkov, tako lokalnih kot uvoženih. Naša glavna konkurenca je v bistvu uvožen mlečni izdelek in pa v bistvu po netradicionalnih postopkih izdelani izdelki, se pravi izdelani po veliko lažjih postopkih, kot jih mi delamo in so posledično cenejši. Mi pa, kot sem rekla, ostajamo zvesti sebi, delamo sveže izdelke, brez podaljšanih rokov trajanja, kar ga tudi drži, in ostajamo zvesti starim tradicionalnim postopkom predelave z enim pomembnim vodilom, da v mleku čim manj je predelano, več mineralov in vitaminov ostane. Se pravi, da kupec dejansko, ko kupi naš izdelek, edina v bistvu ciljna skupina in edina promocija je končni kupec. Kupec, ki je toliko zaveščen
ki pripravljen je plačati in potem seveda ga prepriča in kvaliteta in okus, na koncu vedno okus odloča, a ne? In se potem vedno vrača nazaj. In to gre od ust do ust, bi rekla, a ne? Se pravi, konkurence je ogromno na tem področju, ne smemo se spati, moramo biti vedno v trendu, vedno z domišljijo svojo lastno v bistvu nadgrajevati obstoječo proizvodnjo. Ne? Ker v bistvu brez domišljije ni nič. Mlekarna je v svojem podeželskem okolju pomemben zaposlovalec, ki skrbi za prenos znanja v podjetju. Poleg tega pa mlade v lokalnem okolju motivira za izbiro z živili povezanih poklicev. Skratka, ljudje so v bistvu zaposleni iz okolice mlekarne. Ni iz ožje okolice mlekarne in dihajo že z okoljem, že z njo od majhnega, bi rekel, od mladih let. Ne? In potem, veliko se jih je odločilo tudi zaradi mlekarne, da se usmeri v ta študij. Ker če bi bila klele, ne vem, neka kovinarska dejavnost ali karkoli, sem prepričana, da bi se jih več usmerili v študij tega ali že v poklicno srednješolsko izobraževanje. Ne? Tako da moram povedati, da to je prav zanimivo. Včasih so delali, se pravim, kot dijaki ali prek študentskega servisa, danes pa že na položajih kar dosti vodilnih, no, tako bom rekla. Mlekarna Krepko je s svojimi izdelki v Sloveniji začela gibanje, katerega cilj je, da ekološko postane normalno. Takrat v tisti družbi, leta 2008, če se spomnite, če si ti omenil ekološko pridelavo ali pa predelavo, je bilo deležno to negativnih odzivov. Zelo velikih negativnih odzivov. Včasih kar malo žaljiv odnos je bil do tega, ne? Se pravi, mi smo morali z svojo dejavnostjo in z svojimi ukrepi in intervjuji in pisanjem po tiskanih medijih, pojavljanjem na sejmih, premakniti to mejo zavesti pri ljudeh. Morali smo, veste, to že ni dejavnost ali pa proizvodnja, to je gibanje. Jaz temu rečem, mi smo v bistvu pričeli gibanje pri ljudeh. Začelo se je premikati. Začeli so se tudi drugi s tem ukvarjati. Ustanovili smo tudi gospodarsko interesno združenje, ki oskrbuje šole in pa vrtce z vsemi slovenskimi ekološkimi živili. Začeli smo z izobraževanjem ravnateljev, vodij prehran o prednostih uvajanja ekoloških živil v vsakodnevno prehrano otrok. Zakaj je to pomembno za otroke? Izobraževali smo poslovodje v trgovinah. Zakaj pravzaprav uvrstiti to na police? Da niso oni tisti, ki se lahko odločajo v imenu kupca, kaj bo na polici, ampak naj se kupec odloči sam, ne glede na njihovo prepričanje. Skratka, že v letu, bi rekla, 2010, ko smo šli ponovno spet na sejem, naprimer Narava zdravje je najbolj znanih od teh skeptikov praktično ni bilo več, ki so prej zelo na žaljiv način pristopali do naše dejavnosti in do našega prepričanja, do našega razmišljanja. Leta 2010 jih ni bilo več. So samo iz daljave opazovali dogajanje, ki je bilo čisto drugačno kot pred 2 leti. Ne? In so bili v manjšini, oziroma njihovo prepričanje ni bilo več tako močno, ni bilo več prepričljivo. Ker kaj je to? Jaz skozi govorim. Jaz ne bi rada skozi govorila, da se mi ukvarjamo z ekološko pridelavo, ekološko predelavo. Zakaj je ekološko bolj zdravo? Kaj mi ne uporabljamo? Jaz bi rada, da ekološko postane običajno. In da tisti, ki imajo pa konvencionalno, naj se pa oni upravičijo, če uporabljajo kaj zdravju škodljivega. Je
moramo obrniti to miselnost.